bi rada govorila o tem, kako se takoj v trenutku, v tisti minuti, ko si slabe volje, ko ti pade energija, ko si mogoče jezen, žalosten, kako se hitro povrati. Dejstvo je, da ko sem opazila pri sebi dejansko, da bolj, ko sem delala v mindsetu, bolj, ko sem si afirmacije če dan govorila, bolj, ko sem bila hvaležna, bolj, ko sem pozitivno vizualizacije delala, več vse tega reševala, res moj priročnik, boljši dnevi so moji bili. Ko pa tega nisem počela, je to tako hitro, bam, je pala takoj že energija dol, sem si govorila res, ego se začne oglaševati, imela sem monkeys party v svoji glavi in sama negativna prepričanja so zopet prišla ven. Tako da, ja, dejstvo zelo je pomembno, da delate hvaležnost. In to je to. Ko si v tistem trenutku, to je ključ do vsega, ko si v trenutku jezen, žalosten, besen, bilo kaj od tega, takoj se spomni stvari, za katere si hvaležen. V uni sekundi si lahko hvaležen, da si živ. Lahko si hvaležna, da hodiš, tečeš, lahko si hvaležna, da govoriš, da slišiš, da vidiš, ok, te so že te prvinske stvari, kaj vse imaš. In potem začni naštevati v svoje odnose, ko ga imaš rad in se spomniti tistega toplega občutka in se boš dejansko pomiril in pomirila, ok? Ta druga stvar, recimo, zakaj nas mogoče nekdo spomne kaj in smo jezni, je to, da nas lahko spomnejo na eno našo točko, katero sem prej enkrat že rekla, da je to naša priložnost za rast in dejansko si jo moramo od takrat vzeti. To pomeni, da tisto, ko nas zaboli, moramo pogledati, odkje to izhaja. Okay? To je malo NLP, neurolingvističnega programiranja, ampak okay. Dejansko, ko smo bili majhni v NLP-ju, ko se ga tudi zdaj učim, je dejansko, da smo čisto vse vzorce in čustva zaledenela si razvili oziroma si shranili do 7. leta. Pa tudi kaj, ampak večjemu do 7. leta. In dejansko nas en dogodek, isto recimo, ko se imaš lepo, ja, ok, si imaš nekje lepo, ste imeli super, ziher se lahko v trenutku spomnite tistega momenta, da vam je bilo lepo, ne? No, isto tako imamo tudi, da se spomnimo, ko nam ni bilo lepo, pa se spomnimo nekega dogodka, ker nam res ni bilo prijetno. Kaj se takrat dogajalo, pač vsak svojo zgodbo ve, ampak ko se pa z nekom spet, ko dobiš to situacijo v življenju, te spomne na tisti čas in dobiš iste občutke, iste reakcije telesa kot takrat. Zdaj lahko to nelagodje, lahko je jeza, lahko je bes, lahko je žalost, lahko je razočaranje, pač karkoli že je. Takrat se te je treba res vprašati, ok, kdaj je to bilo tam, zakaj je to bilo tam in en zelo dober primer je, da se postaviš ven v meta položaj. To pomeni, da probaš sebe predstavljati v tistem trenutku, ko si bil, pa z nekom, karkoli se je dogajalo in sebe gledaš kot ptiče perspektive na te dve osebi in gledaš, kak je bil pogovor in kaj se dejansko dogajalo in vidiš čisto ene objektivne stvari, kaj dejansko je bilo, brez čustev in lažje mogoče pogledaš na stvar. In ko to pozdraviš, potem ni več takih, točno tega dogodka, ko ne bo več sprožilec bil za jezo ali pa žalost. Recimo, lahko nam primer Damira, ker zdaj svojega se res tukaj trenutno ne spomnim, ker sem že tukaj stvari mogla počistiti s tem enem letu. Vsak teden nekaj, celo če ne večkrat na teden, tako da zdaj se spomnim glih recently, se pravi svežega primera z Damirom smo se pelali po avtotesti. In on je zelo, že po moje, že od rojstva ima ful rad pravila in da gre vse po pravilih in če kdo krši ta pravila, je njemu totalno groza in je jezen, ne. In se peljemo po prehitevalnem pasu in pač z desne strani je nekdo hotel skočiti, pač ni gledal od zadaj avta in v bistvu, ja, bi nam lahko skočil pred nos, ampak je Damir prej že preventivno pobremzal, ker je predvideval, da se bo to naredilo. Že tako izgledalo, da že zavije na levo in z tega dogodka nisem videla, ker sem bila v telefonu, ampak ok. In on se je zelo jezel in jezel se je še 2 minute, jezel se je še 3 minute, mogoče celo 5 minut in je bil res, se bilo mogoče težko to z njim pogovarjati.
ampak smo pol to prekinili, smo rekli, ok, kaj lahko narediš takrat, ker dejansko vsakeč, ko se nam vzorec ponovi, je dejansko moramo nekaj počistiti, ista stvar je. In je mogel pač razčistiti, takrat je povedal, kaj dejansko ga boli. In ni zdaj en človek, ker slučajno tam skočil, ne ve pelati oziroma vse, kar je bilo, lega tega, kaj si misli, smo šli globe in smo pogledali, aha, ok, ti imaš rad pravila in niti všeč je kdo krši pravila. Ok, cool, ker ti se držiš, ok, pa smo šli dalje. Kdaj si to prvič občutil, kaj je bilo, kak občutek je bil še. In je rekel, da mu ni bilo všeč zaradi varnosti, on ima rad varnosti in on vzeme varnostno razdaljo za med sabo in nekoga. In če mu kdo skoči not, njegova varnostna razdalja več ni varna in on se ne počuti več varnega. In pa on mora, ne, in mu ni bilo všeč, zato ker nekdo skakuje tam v zdele, ki mu ni mesto. Okay? In pa smo prišli dejansko vse do tega. In namesto, da bi recimo, takrat se je jezel še 5-10 minut in pogovor z mano je bil drugačen, namesto tega scenarija lahko obrneš stvar v drugo smer. In ko recimo, zdaj naslednjič bo to sprobal, ko bo nekdo skočil pred njim, pač kaj lahko naredi, se vpraša, ok, kaj lahko naredim, se bom zdaj razjezel, pa unga voznika krivil pred sabo, a boš rekel, ok, kaj lahko jaz naredim, da bom bil jaz miren. Okay? To je vprašanje. Dejansko nikoli ne moreš vplivati na drugo osebo. Upam, da ne. Ni dobro, da se bi se kakorkoli ukvarjal z drugo osebo. Važno je, da se ukvarjaš sam sabo. Okay? Da pogledaš, kaj to vpliva na te, kaj ti to pomeni, zakaj se počutiš tako, odkje to izvira, kdaj je bil tak dogodek, ko si se to počutil. In probaš sam sebe čistiti te stvari in pucati in popravljati. Okay? In dejansko se nam je potem spet primer pojavil na isti avtocesti, celo mogoče v drugo smer, ko smo šli nazaj domov. Je spet nekdo skočil not, oziroma in je pač rekel, kaj lahko zdaj naredim, da se ne jezim, da je pač bolj pobremzal in je pustil tisto varnostno razdaljo še med tem, da je bila večja in je bilo vse ok. Razumete, kak point je tega? Lahko si 10 minut jezen, lahko si pol ure jezen, lahko si 1 uro jezen, lahko si 3 ure jezen, ali si pa v uni sekundi hvaležen, da si živ, hvaležen, da se ni nič dogodilo, hvaležen, da si varen, da se varno pelješ. In še pol razmišljaš, odkje je to prihajalo in zakaj je to prihajalo in razčisti stvari. In je to v 10 sekundah konc te negativnih vibracij, ali pa rečeš, ostaneš v tisti negativni vibraciji in se to vlečeš čez cel dan. Verjemi mi, čez cel dan se vleče, ker pa se res, ko magnet prevlečeš na se res same slabe stvari in pol je gužva in kolona in semafor in klic in zamujaš in na sestanku zamuja nekdo in so vsi tečni in ni dober dan. Ok, res, reš se stavi, zmrzni, freeze time, razmisli, reagiraj. In pa smo se celo svet pelali, ali bo to vmes pauza, smo nekaj imeli, pa smo zopet šli v avto. In je bila spet ta stvar, da je videl svoj sanjski avto, ki ga ima na vision boardu in ki se ga je celo dotaknil, ampak bil je tam na avtocesti in on ga je videl. In je nekdo bil še pred nami in je zavil na pač tisti normalni počasni pas in ga je se tako pelo, da je skoraj prehiteval tistega na levem prehitevajočem pasu, ampak je gledal avto pred njim. Ne? In dejansko, kaj bi se lahko zgodilo zdaj v tistem vozniku pred nami, ki je mislil, da ali nas boš ti, da vejo, boš enkrat prehitil me po desni, ali kaj boš zaradi naredil. In avto je lahko imel ne za koliko scenarijev, jezen in si mislil, te BMW, pa te vozniki, pa to ne znajo pelati, pa in je imel ta scenarij verjetno v glavi še pol ure, 1 uro, 1 dan, ne vem, lahko je trajalo cel dan. Ampak sploh ni bilo to. Midva nisva htela njega prehiteti po desni strani. Midva sva hotela samo videti na avto pred njim. Okay? Tako da, kaj sem tem hodila povedati, upam, da sem vam dobro prenečla. Hodila sem povedati, da nikoli ne veš, kaj je v glavi druge osebe. Kakšen vidik ima on. Kaj si on predstavlja. Kaj vidi. Nikoli ni isto, kot ti vidiš. Ker dejansko je 9 in je 6, čak to bom moram povedati, to sem se naučila od moje mentorice Nataše Kogoj. Imaš 6 pa 9. Ok, zdaj ni videti, ja, ok, mislim, da boste videli, ja, to je zdaj 6, če je prav obrnjeno ta video, imaš pa 9. Isti listek, isti pogled, en bo videl 6, en bo pač videl 9. Ok, in tako je tudi v glavah vseh nas.
dejansko pa ne reagiramo na to, ker je nekdo drug naredil, ko sem jaz skus mislila tudi sama, ampak dejansko kaj je v nas, kaj nam to zbudi, kakšen gumb nam pritisne to, na kakšen spomin se takrat spomnimo, kako smo se počutili takrat v tisti situaciji, to dejansko privlečemo, ta naš filter čez in pol to izpade, ja. Ampak enkrat to veš, je tak fin občutek, ko dejansko ne rabiš biti v oni bedi, res energija ti sploh ne rabi pasti, ti si dejansko lahko 24 ur vesel, lahko si 24 ur srečen, oziroma če že ne je tista prekipavajoča sreča, lahko tisti mir sam sabo, zadovoljnost in mir sam sabo. In to je bilo moje do zdaj najlepše spoznanje, ko dejansko sem že pozabila, kak je biti v negativnih vibracijah in dejansko, ne vem, če sem vam mogoče govorila za račun, ki sem ga dobila in sem da res spala v negativno energijo, ampak to je bilo le 3-5 minut in mi je bilo pravno, čak malo, to je malo zdaj čudno, kaj se mi dogaja, kaj je to, ker sploh mi več ni znano negativne vibracije, ker sem skozi pozitivna in skozi sem pomirjena in nikoli ne gledam več, da me nekdo napada, ampak vedno gledam, od kje prihaja to v meni, ok, zmeraj je v nas samih. Moramo predvidevati, da nikoli nam ljudje nočejo slabega. Oni pač samo povejo svoje mnenje, svoje stališča, svoje filtre, svoje zgodbe, skozi filtre svoje prepričanja, ampak ni nikoli to o nas. Vedno je to iz njihovega vidika. V nas pa to vzbudi kot prvo tiste stvari, ki jih nočemo, ki jih nočemo in smo dejansko v prva reakcija bila jeza, obramba, ampak ta del moramo popraviti. Ta del v nas nam govori, daj popravi, razišči, popravi, to ni to. Ker dejansko, sem šla spet malo v globlje vode, dejansko naša naše sploh bitje, ki smo energijsko, nam ni point, da smo slabe volje. Mi dejansko, tako kot Ana Bučevič razlaga, dejansko nam je kompas naša čustva. Okay? Bom povedala s svojimi besedami, mi imamo pač naš kompas in ko se mi zapišemo našo destinacijo, nas pelje na cilj in če gremo iz tega cilja, če zalutamo v napačno smer, nam bojo čustva povedala, ej, nisi na pravi strani. Ni greš v pravo smer, popravi. In kaj naredi GPS? Rerouting in ti spiše drugo pot, ko po različnih potih, da prideš spet nazaj na cilj. Ja? In isto je tudi z našimi sanjami, z našim življenjem. Če smo v negativnih, to samo pomeni, da nisi v pravi smeri. Sam popravi. In ta del, kot Anja Bučevič pravi, tu si ti dejansko in tu ustvarjaš čisto vse v svojem življenju z to energijo, z vsemi informacijami. In ona pravi, če mislim, da je celo rekla hladno ali toplo. In ko se ti počutiš slabo in ko greš še slabše, ti govori hladno, 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 hladno. Medtem ko delaš dobre stvari, pa si govoriš pozitivne afirmacije, pa delaš na hvaležnosti, pa si ful vesel zaradi tega, pa si res hvaležen za vse skupaj, pa rasteš, je pa toplo, 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 toplo. Enkrat, ko se srečaš s svojim bistvom, svojo dušo, oziroma svojo energijo, pa se povežeš v bistvu z univerzom, se povežeš z kaj oni pravijo, inteligenco, no, in od tukaj dalje ustvarjaš čisto vse v svojem življenju, ok? Od tu dalje ustvarjaš vse in ti rata takole, le, 2, 3, 4, lahko ti se zgodi v 1 minuti, ko si nekaj zaželiš, lahko se ti zgodi v 5 minutah, v 10 minutah, ja? Odvisno je pa vse od tega, koliko si visoko na vibracijah, koliko pač imaš svoje cilje točno določene, čisto določene, v nulo definirane, fokus in pa da zaupaš, da bo to vse narejeno. In ko pride priložnost, da skočiš vanjo, jo narediš, ne pač sediš tam na stolu pa gledaš, da to vse mimo tebe, da rečeš, jaz tega ne zmorem, ne, ampak da si govoriš, ampak vse to. Ko enkrat začneš si govoriti vse te stvari, ko prideš na to, sploh ti ni več, sploh tvoj ego ti sploh več ne preigrava, nimaš sploh, ne vem, vse je v meni simbiozi, v delovanju, v ravnovesju, ne vem, kako vam to opišem, to se dogajajo stvari, ko bi se človek lahko ustrašil preko, oh my god, to se že zgodilo, to hitro se je to zgodilo in takrat ne smeš biti v paniki, ampak ne moraš biti hvaležen, yes, to je moj novi standard, yes, novi standard, ok?
Okay, 15 minut. Mislim, da sem kar dost eno veliko gmoto zajela, ampak mi je res pomembno, da tudi razumete ene koščke, ko so noter, pa eno celoto, ker to dejansko vse skupaj sestavlja in ful pomembna stvar. Teda upam, da vam je bilo to priročno, da vam je mogoče še kaj momentov dalo, mogoče povezalo vaše pikice, kot jaz pravim, pikice se povežejo, veste tiste une risbice, ko jo imajo otroci, ko so številke, pa moraš pa črtice povezati, ne? Pa rata po en celota risba. Evo, to dejansko so samo moja predavanja mi naredila, da sem povezovala tiste pikice in dejansko vidim zdaj sliko in zdaj grem še na večjo pobarvanko, še večja slika in take stvari vem. Ampak ja, bojte res večinoma v pozitivni stvari, ok? Ja, vem, bilo mi je res težko, tudi meni je bilo takrat, ampak takrat nisem znala za te ključne korake, nisem znala za te ključe, ko so hvaležnost, cilji, vizualizacija, vred, da se bo zgodilo. Jaz takrat nisem to nič verjela, jaz sem rekla, nisem izgodila, cel suffer in sem dala negativne vibracije in nimam dara in dejansko se sem pač pokazalo se mi je to, kje sem bila. Negativnih vibracijah tukaj, dogajale so se mi stvari, ki so pripravljene, pač se spodobijo za ta nivo. Ok? In za tega je ful pomembna hvaležnost in upam, da ste jo že kje natrenirali v priročniku in upam, da ga rešujete. Če ga še niste začeli reševati, dajte vsaj tisti uvod, momente, prebrati moje tiste povzetke in ne vem, dajte vsaj sanjsko življenje narediti, pa hvaležnost vsak dan, pa bo že to dovolj. Če že ne cel priročnik, ampak prosim, dajte delati cel priročnik, ker že meni sama sebi dokažem, da ga moram dejansko vsak dan delati, ker drugače lahko tudi meni pač od tukaj pride tukaj in dlje cajta rabim pa spet za svojo vizijo, svoj cilj, ok? Če si pa tu dol, tukaj rabiš to. In tukaj moraš sam proti svojemu toku plavati, proti sam sebi, proti svojemu ego, proti svojim nepodpirajočim prepričanjem, ni treba. Okay. Hvaležnost in svoje samsko življenje. To bom pa povedala še v naslednjem videu. Ok, čau.